Kaj pa kakšen plan B ima občina, če ne bo ljudstvo, torej Slovenija, za nuklearko, za drugi blok? To se zna zgoditi, bo referendum. Kaj pa potem? Kupovali bomo sveče. Mislim, da sem vse povedal, kaj je v zvezi s tem. Glejte, mi druge opcije nimamo. Lahko postavimo še par elektrarn na Savi, ampak to pogovorimo o 3 do 5 elektrarnah na zgornji Savi. Na Muri ni govora, da bi karkoli postavili, ampak vi, če gledate, recimo, da je ena elektrarna na Savi realen domet med 15 in 20 megavati, mi pa potrebujemo tisoče megavatov. In mi z vodnimi elektrarnami, sončnimi elektrarnami, vetrnih tako ne smemo postavljati, ker se pač zaradi že znanih zadev. Tako da je vprašanje res, kakšna je naša perspektiva. Če vemo, da v letu 2030 do 2033 ugašamo termoelektrarno TEŠ, se pravi TEŠ 6, da nam zmanjka ogromno energije, da potem celotna energetika, naša energetska varnost visi na stari elektrarni. Uvoz, kdor pozna vsaj malo energetske razmere, ve se, da se na meji zelo enostavno in hitro zaprejo pretoki električne energije od koderkoli in da praktično druge možnosti kot to, da si najdemo nek stalen vir, ki pa je pri nas realno samo jedrska elektrarna, ga ne vidim. In je tukaj odvisno od tistih, ki bodo postavili vprašanje. Če bodo postavili vprašanje, ali želite jedrsko ali ne, in jo pospremimo še z mnogimi, ki imajo v tem interes, se pravi, ki so negativno nastrojeni, pri tem potem referendum definitivno ne bo uspel. Če pa vprašamo, ali želimo imeti elektriko ali ne, potem bojo pa ljudje rekli da, se pravi, odvisno od vprašanja in bo izid referenduma definitivno odvisno od tega.